Sem Boštjan Gartner, poslušate oddajo Radioaktivno. Kam vodi ta cesta, kam vodi ta noč, ni luči zunaj mesta, prazno kliče tvoj zvok. Bolje je biti v mestu in izbrati slep ples, bolje je oddati vetru svojo dušo, svoj svet. Kam vodi ta cesta, kam vodi ta noč, tam so sam pogorišča, zrcala za svečo pot. Ko da čas je obrnil, noč v dan, sonce v dež, ko da čas je proslavil izpraznjen lesk v očeh. Kam vodi ta cesta Boštjana Gartnerja z albuma Čas brez iluzij. Boštjan pa je tudi z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Pozdravljen. Boštjan, ko sem slišal prvič zate, sem mislil, da si novinec, ampak potem, ko berem biografijo, pa vidim, da temu ni tako. Ja, res je. Jaz sem začel že v drugi polovici 80-ih let. Leta 87 sem nastopil na prireditvi Glas mladih Slovenije, svojo skladbo, takrat še zelo, bom rekel, mlad avtor. Potem so se stvari premikale posnetkom in leta 92 sem pravzaprav pustil prvo demo ploščo, ki pa verjetno ne bo nikoli šla. In tukaj v bližnjem studiu Team Music Ljutomer. Je res demo, zato je pa v bistvu čisto rad poslušam, ni pa za, bom rekel, nosilc zvoka, ne. Ja, leta 96 sem potem izdal ploščo Reka, to je moj prvi CD in do nove plošče je to tudi edini CD. Snemal ga je Žarko Pak, znani producent, spremljal sem pa glasbeniki, prijatelji, Primož Simončič na saksofonu, Barbara Cerkovnik, spremljevalni ženski vokal, Jože Sečnik, bas kitara, Blaž Grm, klaviature in pa še nekoga sem pozabil, Maja Repše, violina. Ja, potem pa je minilo kar nekaj let, do izdaje nove plošče. Potem bi lahko rekli, da je preteklo veliko reke. Veliko reke preteklo, ja. Veliko vode, veliko reke. Preprosto nekako nisem bil toliko časa zadovoljen z izborom pesmi, pa mogoče bi lahko bil tudi malo prej. Prej si dejal, da si pripravil demo ploščo, ki ni išla. Zanimivo je to, da demo ne izide. Ali potem to samo za interno uporabo? To je samo za interno uporabo, ja. Nekaj teh pesmi je išlo, sicer na plošči Reka, 4 pesmi, ostalo pač je samo za mojo interno uporabo. Samo sam poslušaš? Samo sam. Če moče tukaj omeniva sedaj, oziroma še rečeva nekaj besed o Reki, tvoj prvi album z leta 1996 si pripisal. Ja, Reka je tudi več ali manj avtorski projekt, se pa na njemu nahaja tudi uglasbitev pesmi Akcija prižigane luči Franeta Milčinskega Ježka. Zato pesem moram priznati, da je nastala čisto nenamerno. Takrat je bil nek čas, ko so vsi uglasbljevali Ježka, Tomaž Pengov je, mislim, da je 3 priredbe naredil, skratka bil je zelo in. Ampak takrat sem jaz igral kitaro, tako je par minut, instinktivno vzel takratno, mislim, da še edino pesniško zbirko Ta svet je pesmi vreden in pesem je padla skupaj in to zelo dobro. Pol pa sem se vprašal, kaj pa zdaj? Resnično nisem hotel Ježka narediti, ne? In stvar je šla celo tako daleč, da sem napisal svoj tekst gor, posnel, vendar ko sem pol to doma poslušal, sem rekel, ne, to ni to. Ta glasba je nastala točno samo na Akcijo prižigane luči in potem sem posnel njegovo verzijo. Tako da nenamerno, ampak
narejeno. Je mogoče primerjati oba izdelka, novega, letošnjega in tega 24 let? Na nek način je seveda možno. Ne? Preprosto so te pesmi nastajale približno 20 let, od prve do zadnje. Zadnjo sem čakal cirka 4 leta, preden se je tekst pojavil. Tako da je neka kontinuiteta, seveda pa človek se spreminja in tudi zori z leti, tako da razlika je kljub vsemu. V več kot 2 desetletjih pa se veliko spremeni. Mislim, da je. Greva k drugi skladbi z novega albuma Čas brez iluzij, to bo Na poti v tuje kraje. Si se sam podal tja? Ja, večkrat. Jaz sem tudi rad potujem, tako da nisem nek svetovni popotnik. Sem si pa tudi vedno želel napisati neko, bom rekel, vozno pesem v stilu, kaj pa vem, City of New Orleans, Steva Goodmana, pa Coming to Los Angeles in tako. Kam jo postaviti? Ne? Pravzaprav je začetek potovanja, nekak najbolj tak moment, ko še pričakuješ, ko si še na poti, vse je še pred tabo in to je tak fragment, ki je bil, se mi zdi, značilen za tiste moje vožnje. Jaz sem zelo rad potoval tako, da sem in še vedno, da sem vozil z avtom, tako kot prav nova generacija, road trip, to sem od svojega sina slišal. Ja, tako da, ja, postavljene preprosto v neko tako začetek potovanja in pa v nočni čas. Je pa to seveda samo izvorni, kako bi temu rekel, izvorna asociacija, ima še kaj ta pesem od zadaj, ne? Na poti v tuje kraje, tja proti jugu, zgodne ure, nekje na morju, morda čez dež na sever, utrip korakov in teče reka v velemestu. Ko noč beži mimo luči, trenutki zrejo leta, da danes si, jutri te ni. Odzvanja gola cesta, igra večerna glasba, mestne praznine, zrak pokrajin, diši v avgustu. In ti, ki si ob meni, vsa tiha, lepa, boš še z menoj. Ko se obrne sreča, ko noč beži mimo luči, trenutki zrejo leta, da danes si, jutri te ni. Odzvanja gola cesta. Na poti v tuje kraje je bila slišana Boštjana Gartnerja z albuma Čas brez iluzij. Boštjan, lahko te označimo kot kantavtorja brez težav. Ti in kitara sta tista, ki sta v ospredju. V osnovi sigurno. Na tej plošči še toliko bolj, glede na to, da me spremlja zgolj še Borut Činč, in sicer na klaviaturah, na Wurlitzer klavirju in pa na Hammond orglah. To sodelovanje mislim, da je bilo sploh zelo v redu. Borut Činč je res mojster svoje obrti in tudi velik poznavalec glasbe in tudi ploščo je on produciral, tako da na način, da je bilo nekako vse mehko vodeno. No? Skratka, ni bilo, dovolj je bilo, da je mogoče glas malo drugače ali pa pridi poslušati in tako naprej. In sem že vedel v bistvu, v katero smer naj stvar zapeljem. Ne? Tako da res lepa izkušnja. Si ves čas v kantavtorstvu ali kdaj dela tudi v kakih skupinah? Ja, seveda zadnjih desetletij ves čas v kantavtorstvu, ampak kot najstnik, takrat pa seveda smo se poskušali tudi z bendi. Jaz sem igral električno kitaro v nekih zasedbah po srednjih šolah, pa tako. Ta faza je očitno morala iti skozi. Ja. Je takrat že tudi kaj materijala nastajalo avtorskega? Je, ampak res ni za javnost.
Samo demo. Samo še to ne. Kako so tem potekali ti prvi koraki na to kantavtorsko pot? Ja, to je bilo sredi 80-ih let. Ko se tudi nekako že sistem spreminjal. Takrat še niti ne, jaz nisem tako razumel te spremembe sistema, saj ne pri glasbi to ni bilo tako očitno. Preprosto se je začelo z poskusi pisanja lastnih pesmi, a ne? Na začetku so bili to res poskusi, potem pa počas človek zori, pa že kaj tudi pametnega rata. Na začetku so bili to nastopi na raznih literarnih, glasbenih popoldnevih v srednji šoli, potem pa tudi kaj več. Te je ves čas spremljala samo kitara ali tudi kateri drugi inštrument? Samo kitara. Akustična. V času kantavtorstva akustična, ja. Kaj ti danes opaža, da nekateri kantavtorji tudi električno uporabljajo? Ja, sem potem več ne vem, če je to kantavtor v tistem najbolj žlahnem smislu besede. Čeprav mogoče bom tudi jaz nekoč še na kakšnem drugi plošči kot solo kitaro uporabil, tudi električno kitaro, zakaj pa ne. Je bila potem odskočnica Glas mladih? Glas mladih, to je bila samo neka epizoda, čist dobra izkušnja, potem so se pesmi pač nabirale, ne, in ko je bilo nekako za prvo ploščo dovolj, smo šli snemati. Midva greva sedaj na drugo. Tih brezčasen dan bo naslednja. Ja. Sicer zelo kratka. Ja, pa jedrnata. Zdaj, osnovni, tisto vzgib, ne, kamor je pesem postavljena, je se verjetno ni težko razločiti, v hribe. Ne. Torej, jaz sem tudi zelo rad hodim po hribih, meni je to en tako meditativno doživetje in na enem izmed takih pohodov je nastala tudi ta pesem. Seveda ne gre za to, tukaj gre za celo, bom rekel, življenjsko pot, lahko tudi tako rečemo, ne. Ti brezčasen dan na svoji strani, umik iz mestnega sveta. Poslušaš pesem ptic na gozdni jasi, odmev iz južnega neba. Počasi reka gre proti izlivu, iskriv izvirje vse bolj stran. Drevesne krošnje se zlatijo v vetru, ki prebira njihov čar. Iz hriba varavan razgled pozablja, da je segal do daljav. Svetloba bližnjih hiš korak privablja, preden ga odene mrak. Tih brezčasen dan, Boštjan, ali potem v planinah najdeš svoj mir? Gotovo. Sigurno neka kontemplacija, ideje se porodijo, skratka, hoja je nek način in sprostitve in tudi koncentracije. Je potem tudi to kraj za inspiracijo, mir, narava, Seveda. očake? Seveda. Pa ne samo hribi, lahko tudi morje, torej narava nasplošno. Samo narava ali tudi okolica, ljudje, ki jo ne nazadnje spreminjamo? No, to pa itak. Ljudje ne bi bili nekako stopljeni z naravo, oziroma smo v zadnjem času še preveč narazen. Jasno, seveda, v osnovi ljudje. Si imel kdaj kaj vzornikov? Veliko. Tako bom rekel, začel se je z Beatli, nekje pri 11 letih, tako da do svojega 13. leta sem imel v bistvu že vse plošče Beatlov v svoji kolekciji. Potem se je nadaljeval z Stonesi, pa s Huji, vendar meni osebno je bila, rekel, heureka obisk filma v kinu The Last Waltz od The Band. Jaz sem iz tega filma prišel pri 13 letih, ko sem bil star takrat spremenjen in za večno. Skratka, tam so bili vsi, ki so na ameriški sceni kaj veljali, torej Neil Young, Bob Dylan, Van Morrison, Johnny Mitchell. In to je bilo potem ena taka velika prekretnica, rato sem fan Neil Younga, Boba Dylana, vseh teh, potem je malo prišel Leonard Cohen, no to je bilo pa že nekaj, kar sem lahko s svojim komaj mutiranim glasom
pa že zapel in kar je bilo nekako podobno njegovi verziji. Ne. Po se je na mojem gramofonu odvilo še marsikaj. V tisti zgodnji iniciacijski fazi pa je bilo nekaj močnih avtorjev, in sicer poleg Coena Tomaž Pengov, Bert Janš iz skupine Pentangle in še mnogi drugi, od Townsa Van Zanta, Dicka Gaugna in tako naprej. Skratka, jaz sem en tak mini kolekcionar, predvsem folk glasbe iz predvsem Anglije pa iz Amerike. Tako. Ampak iz vseh teh vplivov je potem treba izoblikovati nek lasten jaz, tudi v glasbenem smislu. Seveda. Jaz sem naštel samo te najmočnejše vplive. Mislim, da gotovo je, če pesem ni napisana iz tebe, ti ne pomeni osebno nič. Ne. In te pesmi, ki so tukaj, mislim, da jih ne mogo napisati nihče drug. Ne. Vsekakor je pa treba preseči te osnovne vplive, ki so bili, ne, in slediti svoje poti. Tako z glasbo, kot tudi ne nazadnje potem z besedilem. Tudi z besedili, seveda. Vsak ima svojo izkušnjo. Vsakdo ima svojo izkušnjo in iz te svoje izkušnje, če izhajaš, potem nastane nekaj originalnega, sicer pa lahko tudi ne. Ne nazadnje je izkušnja lahko enaka, ampak jo vsak pove na svoj način. Tako je to. Ja, seveda, vsi doživljamo več ali manj podobne stvari v življenju, ne? Ampak način je pa važen, kako ti to začutiš in potem tudi seveda to lahko interpretiraš. Naslednja bo Dež, ki smo ga letos kar deležni. Ja, Dež je pa ena taka skladba, ki v bistvu predstavlja lahko tudi neko očiščenje, ne? Neko čistino in govori ravno o tem, o različnih pogledih na določene stvari. Ne? Več pa skladba sama pove. Pozna tišino dni, ponuja žametne oči, igra se s kockami, pot izgublja barve zmot, odpira svoj začaran krog, postavlja te na rob. Pada dež na speče mesto in razgalja ulicam nebo. Izbira v izložbah srečo, drsi čez okna, trka na oko. Strani resnic, umiva prah iz nemih lic, budi pozabljen klic. Včas prepreden z lučmi, ki skrivajo temo noči, iz svetlobe dni. Pada dež na speče mesto in razgalja ulicam nebo. Izbira v izložbah srečo, drsi čez okna, trka na oko. Sem Boštjan Gartner, poslušate oddajo Radioaktivno.
veter brije v noč. Nikjer ni več vonja po soli, nikogar ni več dot. Molči tvoja beseda pred teboj, kot jasnovidka, ki usupne nad seboj. Vse hiti na pamet v mestu praznih src. Za modro kaže se neumnost, bleščavi na povrh. Tišina je v inflaciji besed, ki zares ne povedo ničesar več. Tišina je na polju, še nebo je ivnato. Tišina je v žlednem gozdu, le sem in tja umre drevo. Kaj ostane kot naš testament za ljudi, ki ne prodajo svojih src? Boštjan Gartner je z mano, album Čas brez iluzij vrtimo, tišina pa je bila slišana. Jo imaš rad? Tišino mislim. Ja, gotovo, brez tišine ni ničesar. Potem si moj nasproti, jaz imam rad vedno neke igra zade. Res? Ja. Težko sem nekje v tišini, oziroma tako pri miru. Ja, no, sej fino je tudi kontrastno, ne? Ampak ja, jaz edino v tišini lahko ob nekem miru lahko tudi kaj napišem. Kot sem rekla, kant avtor, ko pa poslušaš album, pa zveni vse skupaj zelo minimalistično. Nekateri kant avtori vemo, da danes dodajajo tudi marsikaj zraven, ko že zveni bolj bendovsko. Sej mogoče tudi to ni slaba ideja za bodoče. To ploščo sem si že od vsega začetka zamislil kot zgolj kitara pa glas, pa eventualno še klaviature in tako nekako sem je tudi naredil. Mogoče bodoče imam tudi idejo, že za novo ploščo, se pa zna tudi kakšen inštrument več pojaviti. Glasba je potem vse tvoje delo? Glasba je vse moje delo. Težko ustvarjate? Pravzaprav glasba je za mene igra. Zelo, zelo hitro rata. Bolj sem mučen z besedami, to traja. Tišina, bom kar odkrit povedal, sem jo čakal kar nekaj let, preden so te prave besede prišle. Potem pa ni čudno, da album nastaja 20 in nekaj let. Ja, res je. Če se ostaviva vse eno še še pri besedilih, besedilo ali poezija, kako bi ti označil sebe? Pesnik? Jaz bi to prepustil kar poslušalcem in kritikom. Jaz mislim, da besedila imajo seveda znotraj poezijo, vendar pa tukaj poezija malce trpi na račun glasbe. Kljub vsemu mora slediti neki formi, ki je postavljena skozi to glasbo. Jaz sem v svojih najstniških letih napisal tudi kakšno pesem čist brez glasbe, ne? In takrat je bil možen tudi malce bolj svoboden vers, tukaj pač tega ni. Ampak ko sem se odločil, ali bo to samo poezija, ali bo to poezija z glasbo, sem nekako raj pristal na spoj obeh vej, no? Tako da poezija z glasbo mi je nekako vedno delovala najmočnejše. Pesmi so relativno kratke, pomeni, da se v kratkem času da povedati bistvo. Če primerjamo nekatere, ki imajo zelo dolga besedila, tudi preko si menjal Leonarda Cohena. Ja, saj tudi Leonard Cohen ima kakšno pesem, ki je bila, bom rekel, zelo kratka, ne? Je imel pa tudi zelo dolge poeme, no, če se spomnimo samo iz, mislim, da plošče The Future, ne bom se zdaj spomnil naslova pesmi, ampak ki se mu je še potem, ko je že plošča išla, Democracy je komad, ja, je še vedno pisal, še vedno se mu je dodajala. Jaz sem bolj pristaš, manj več. Dejansko se da tako v bistvu povedati. Mislim, da ja. Pa tudi danes poslušalec, imam občutek, da posluša bolj kratko. V današnjem štancanju glasbe, če rečem tako. Ne? Ja, očitno sem zelo in. Šalim se. Ja, seveda, današnje štancanje glasbe se v bistvu pogosto YouTube
sceni v tej džungli izgubi in mislim pa, da se še vedno najdejo ušesa, ki pa tudi najdejo svojo glasbo. Prej si delal, da poleg kitare še klaviature. Je to dobra kombinacija? Tudi to bi prepustil poslušalcem. Mislim, da ja, na tej plošči so se vse na način, kako je Borut Šinč pristopil k aranžmajem na Hammond orglah, na piano Wurlitzer, zelo subtilno, diskretno. Če je bilo tukaj kaj več od tega, bi bilo hitro preveč. Tako da mislim, da je res ta spoj uspel. Kaj ti, če priznam, jih sploh ni slišati? Skoraj. Ja, ravno prav jih slišati, prav so podlaga, da poudarijo komade. Naslednja, Bila sta jutro. Ja, Bila sta jutro v bistvu posega v eno zelo zgodno obdobje. Za tiste, ki mogoče ne poznajo ali pa ki poznajo, saj ni nobena skrivnost, sama zgodba se nekako navezuje na en kulten roman moje generacije, jaz sem 50 plus, to je bil Hermana Hesseja Siddharta. Vmes je reka, na eni strani je duhoven svet, na drugi strani je materialen svet. Jaz sem načrtno ravno ta roman uporabil v tej pesmi, vendar na majčken drugačen način. In sicer pri Hesseju gre za ednino, pri meni gre za dvojino. Torej nekako je bliže moji generaciji. To je to. Je pa še nekaj, ne samo pri glasbi, tudi v življenju nasploh. Jaz mislim, da nas zelo prostori določajo. Prostori, kot je neka krajina, kot je hribi, morje, urbano okolje. Ta pesem konkretno je nastala v neki vasi, ki je bila kar nekaj časa del mojega otroštva. Nisem tam živel za stalno, ampak recimo ob vikendih in tako. Bila sta jutro, prostrana cesta, igriv nasmeh in sonce v očeh. Imela sta sen, neizdelan svoj zven, zavetje zvezd in ogenj dveh teles. Glejo stran reke, kličejo luči, tja nosi veter, vabijo poti. Kaj še želiva, kaj še iščeva, kaj še bova. Sta šla čez reko, v razkošno mesto, roso menjala za cestni prah. Sta ujela ure, hiteče tuje, nista pozabila na svoj čas. Tam na reki rišejo luči, morda svoj dan pozablja na poti. Mar še želiva, mar še najdeva, mar še bova. Bila sta jutro, prostrana cesta, igriv nasmeh in sonce v očeh. Bila sta jutro, Boštjana Gartnerja z albuma Čas brez iluzij.
Na album si stisnil 11 pesmi. Ja, Je vse skupaj zasnovano kot zgodba? pa na nek ohlapen način, ja. Se v bistvu vse sledi ravno tem, s katerim se tudi plošča zaključi. Ne. Vendar naslednja pesem, ne, Če živela bi drug čas, je tekst še iz prve plošče. Takrat sem na pesem If I Were a Carpenter Tima Hardina napisal ta tekst, s tem, da sem spremljavo mečkam spremenil. Za to ploščo sem pa ta tekst, ki se je nekako komponiral v samo ploščo, čisto dobro, napisal zgolj drugo glasbo. Kaj ti, če tako pogledamo, se na začetku vprašaš, kam vodi ta cesta, potem na koncu daš odgovor, čas brez iluzij. Ja, dejansko živimo v nekem času, ko so iluzije nemogoče. Ne? Mogoče je odkrivo tudi to, ker sem pa prej živel v nekem času, ko pa smo imeli neke iluzije. Je to vezano samo na mladost, ali tudi na nek čas, v katerem živimo, mislim, da ni to samo na mladost. Ne? Danes iluzij skoraj da več ne moremo imeti. Skoraj da ne. Ja. Da ne živimo v času, kot nekateri pravijo, vsega fake. Nekako tako, ja. Nekateri pravijo fake news. No. Fake news, ja. Če tako pogledam, potem je ena pesem nastala približno na 2 leti, če se malo pohecam. Ja, povprečju gotovo. Vmes je pa tudi še kakšna pesem nastala, pa ni tukaj gorna. Bi lahko rekli 20-letno popotovanje. Nekako tako res izdatno, tako da na koncu je bilo potrebno že kar malce, bom rekel, volje zbrati skupaj, da sem se sploh spravil v studio, pa to naredil. Ne. Ali če rečemo drugače, tvoja cesta je zelo dolga. Tvoja cesta je zelo dolga, ja. Ampak mislim, da se je splačalo. Se strinjam. Je še makadamska ali že modernizirana? Ja, pravzaprav gre stran od modernizirane ceste. Naslednja, ki jo spuščamo, bo Če živela bi drug čas. To je ta pesem, ki je bila v bistvu že na prvi plošči in je tukaj dobila samo novo zvočno obliko. Živela bi drug čas, kjer so imena cest drugačne, mar bi še vedno našla se, bi se še imela rada. Če živela bi drug svet, bi si še pomenila, bi še nosila to srce, bi se morda zgrešila, bi še hodila isto pot, bi še iskala isto srečo, mar bi še padal isti dež, ki pada na to mesto. Bi drug čas, ki štel bi naš korak drugače, bi še verjela v isto luč, bi še imela iste sanje. In če našla bi svoj tam, mar bi se prepustila, ali bi morda odšla naprej in znova se zgubila. Če živela bi drug čas in Boštjan Gartner. Boštjan, kako pa danes do tvojega albuma? Smo leta 2020 in vemo, da je do albuma težko priti. Vse v fizični obliki. V fizični obliki je tudi natisnen, tako da založba, kakor vem, ima tudi možno preko spleta naročiti, je v distribuciji, tako da tudi v kakšni trgovini, po mojih informacijah, je pa ravno kar išel, datum izide 24. julij. Popolnoma svež izdelek. Tako je. Kako to, da si se odločil, da izdelek daš ven sredi poletja? Se
letos je že itak, bom rekel, vse na glavo postavljeno. Prvotno je bilo planirano, da stvar izide tam nekje v začetku maja, najkasneje. Ne. In ravno takrat je prišla potem epidemija, tako da smo se pač odločili, da gre zadeva za nekdaj najbolj nemogoč datum, konec julija. V teh časih mogoče niti ni toliko narobe, se je veliko ljudi doma in mogoče je celo boljše letos tako. Čeprav v zadnjih letih kar opažam, da tudi poleti ogromno glasbe, da ni mrtvila. A je tako? Ja. Moram reči, da nisem toliko na tekočem. Imaš že kakšne informacije, kako so ljudje sprejeli izdelek? Kolikor vem, dobro, neke kritike so že šle, ki so pozitivne, tako da jaz upam, da bo ljudem všeč. Ena je na Rockline, kjer si dobil zelo visoko oceno 9,5 od 10 možnih. Ja, sem jo videl. Dejansko album je treba poslušati. Mislim, da ja. Zapisano je vsem ganljiv in globok dosežek. Kako bi to pokomentiral? Ja, gotovo je lepo prebrati nekaj takega. Album je tudi glasbeni dragulj, ki je bil tem mozaikom že kar predolgo pogrešan. Ja, 20 let pa še več. Misliš tudi, da ljudje pogrešajo to vrstno glasbo? Tako umirjeno, ob kateri morajo tudi vklopiti sive celice? Jaz upam, da. Še tako, jaz ko pišem pa igram, se v bistvu s tem niti ne toliko ne ukvarjam. Ne. Preprosto to moram delati in ni druge. Potem tudi dejansko spodbujaš poslušalca, da poleg razmišljam? Mislim, da ja. Predvsem pa odpiram, po mojem, neke teme, da si poslušalec sam začrta svojo pot razmišljanja. Naslednja, stare slike. Si pogledal arhiv? Ja, nekako tako. Stare slike je pa, mislim, da moj, bom rekel, komad, ki mi je na tej plošči nekako še najbolj všeč. Evo, pa bom pri tem komentarju kar ostal. Gledam stare slike, na njih svatim jaz, zgodbe smeh in potovanja, raven tvojih črnih las. Zbudijo se spomini na prve iskre, stiske rok, na brezskrbne steze v parku in na svet še ves širok. Teče čas, beži, obrača sanje v sledi. Sončni vzhod v luči, zeleno barve jesenskih dni. Gledam stare slike, na njih svatim jaz, neke daljne iluzije, pred nami še neskončen dan. Zbudijo se spomini, ko gre zenit na drugo stran, kar je bilo se več ne vrne, sence padajo drugam. Teče čas, beži, obrača sanje v sledi. Sončni vzhod v luči, zeleno barve jesenskih dni. Sončni vzhod v luči, zeleno barve jesenskih dni. Boštjan, na naslovnici albuma Čas brez iluzij se sprehodiš po poti. Kako to, da odhajaš in ne prihajaš? Ja, odhajam od tega sveta po kamniti poti v svoj svet. Upam, da ne bom edini. Se vprašaš, kam vodi ta pot? Seveda. Kam? To bomo pa na koncu videli, če bomo. Pot je vedno bistvena pot.
Vse je dobro, da prideš na cilj, ampak mislim, da so se mi stvarmi v življenju tako, da je sama pot ključna. Je potem odhajanje lahko tudi nek nov začetek? Seveda. V kakšnem smislu? Če ciljaš mogoče tukaj na kakšno novo ploščo. Kaj veš? Kaj vemo? Ja, je že tudi nova plošča že nastaja, tokrat to ne po 20 let. In kdo ve, mogoče bo že v letu 2 zunaj. Kdo je poskrbel za celostno podobo izdelka? Za oblikovanje sta poskrbela Blaž Bogataj in pa Peter Dubaj. Slika je pa avtorsko delo mojega sina. Ali na koncu albuma oziroma na zadnji strani tudi štopaš? Štopam, zanimivo. Ne vem si, kdaj je štopal. Ja, enkrat ali dvakrat. Ja, to je bilo tam nekje v začetku 80-ih, konc 70-ih je bilo to zelo tako popularno opravilo. Ne? Sem tudi kdaj kaj preštopal, ja, ampak kasneje pa ne več. Ustavijo vozniki takim, ki imajo zraven kitaro? Zelo različno. Se je tudi že zgodilo, da je ustavil, pa smo kitaro pozabili in je odšla. To se je dejansko zgodilo. Naslednja, Dan brez senc. Dan brez senc je, rekel, tukaj je sama kitara ima precej elementov angleškega folka. Torej, tudi Berto Janša, ki ga jaz tudi izjemno kot avtorja in kitarista cenim. Sama tema je pa seveda čist druga. Vzgib za nastanek te pesmi, jaz govorim vzgibu, ne kaj ta pesem pomeni, ker je sigurno večplastna, ampak vzgib je bil pravzaprav potovanje po Beneluxu, ki je bilo zelo tako, res je bila smola z vremenom, predvsem je bilo dežja, predvsem pa tista Belgija, Nizozemska, potem tudi še Kelen, en kup enega betona in tako da nekako se mi je zdelo, da gre cel svet v neko eno pot, torej lahko se povežeš z recimo internetom, skratka nek mainstream in tukaj več ni kakšnih, bom rekel, drobnih poti, stezic in kamnitih poti, tako je na moje plošči. Se dan odpira prazno stran, brez sonca v rosi, brez ptic na poti. Nehuje dež, umit je s čevljev prah, razdalje v noči so krog obzori. Enako trip, mesta do mesta, hiteče ure, kristalne skočih, gre prevetrena, bela cesta, dan brez senc. Zaprte so včerajšnje karte cest, predane sanje, pretekle koledarje. Nebo molči in briše iz oči odsev svetlobe iz daljne zarje. Enako trip, mesta do mesta, hiteče ure, kristalne svočih, kjer prevetrena, bela cesta gre brez senc. Boštjan Gartner je z mano, Čas brez iluzij, album, ki ga predstavljava. Boštjan, kaj pa odri? Si kaj prisoten? Ja, to je pa zdaj problem, ne? Seveda so bili določeni plani, pa tudi določeni dogovori za koncerte, predvsem v kakšnih manjših prostorih, govorimo o knjižnicah, klubih in tako, ampak zdaj je to vse predstavljeno za nedoločen čas, tako da trenutno nisem čist nekje prisoten. Kajti to je glasba za intimne prostore. Absolutno. Upajmo, da se bo tudi tale situacija
nekem doglednem času izboljšala. Kajti glasba, ki jo glasbenik pripravi, naredi, posname, je treba med ljudi. Gotovo, to tak je nekako bil načrt. Nekoč ga bomo verjetno izpeljali. Si tudi kaj prisoten na spletu, družabna omrežja in podobno? To pa nič. Ne. Tega se jaz ne grem. Tako da dejansko tisti, ki ti želita, mora res odkriti. Mislim, da ja. Predzadnja bo Zimski veter. Ja, Zimski veter je nastala nekje za Bežigradom, po zimi seveda. Se spomnim, da sem gledal skozi okno neko dvorišče, betonsko in tako naprej. In se mi je zdelo, kot da smo ujeti v nek kalup in da ni več nobene poti ven. Ampak govorim seveda o prenesenem pomenu. Spet je bo to nek osnovni vzgib za malo širšo tematiko in temu primerno je tudi pesem nastala. Zimski veter je zaprl mestna vrata, ozke ceste snubijo korak, ogenj sveče se umika blišču trga, ura v stolpu tiho meri, ura v nas. Na dvorišču krik otrok igriva pesem, nemirne roke, nedolžen lesk v očeh. Kam odide, kaj si menjamo za sanje, ura v stolpu se ne vpraša, kam gre čas. Zimski veter je zaprl mestna vrata, ozke ceste stoji dimni svet. Zunaj polje sta zakrila sneg in megla, ura v stolpu gre na mesto, ur v nas. Zimski veter in Boštjan Gartner, oddaja Radioaktivno. Boštjan, kako potem to tebe, če nisi prisoten na družabnih omrežjih, tako rekoč te ni? Tako tudi meni govorijo. Aha, lepo. Se mogoče pa boš, da te ni povsod. Gotovo je tukaj založba, na katero se lahko obrnejo eventualno poslušalci, to je Kulturni center Maribor, založba Kord Records pod njegovim okriljem in se da potem tudi nekako do mene priti. Že prej si dejal, da nov material nastaja? Ja, nastaja, oziroma ga je pretežno že nastal, vendar glede tega bi bil pa malce bolj skrivnosten. Še, zaenkrat. Bomo pustili, da se odkriva postopoma, ne naenkrat. Ali bo zopet presenetil tako naenkrat vse skupaj? Čisto nobenih planov nimamo okrog tega. Tematika pa je verjetno dovolj. Tematike je dovolj, predvsej novih pesmi, tako da je v delu. Bo katera skladba dobila tudi video podobo? Mislim, da ne, razen če se bo najdel kakšen entuzijast, ki bi to naredil. Drugač pa jaz sam ne čutim potrebe, da se to predstavi še po videu. Še eno bo vas pustila za konec in sicer bo to naslovna pesem. Čas brez iluzij. Ja, ta pesem v bistvu generira vse ostale pesmi. Ne? Bom pa rekel tako, osnovni zgib je bil na nekem praznovanju, kjer smo bili, bom rekel, v narekovajih nadebudni, 1, 2, 3 nadebudni kitaristi in pa na koncu mu gotovo, da v bistvu mi igramo sami zase. Pravzaprav to nikogar od mlajših nikaj dosti zanimalo. In nekako se mi je zdelo, kot da je
nek čas, kar tudi dejansko je res za nami, nekaj nas je še entuzijastov, prihajajo jasno nove generacije z novimi entuzijasti in tako nekako v tem osnovnem vzgibu je ta pesem tudi potem nastajala, seveda je pa tudi gre za potem posebno druge stvari, ki pa domujejo v tem vzgibu. Čas brez iluzij bo vam tudi spustila za konec tega pogovora. Boštjan Gartner, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delno naprej. Hvala za povabilo. Sediva sama v soju sveče, na gramofonu nek drug čas. Opojnotke privide sreče, še mlad naiven glas. Povej mi, kje sva danes, kaj je ostalo, kaj je prišlo, kje zgodne so vizije, drugačno je nebo, drugačno je nebo. Taka život poti izgublja, ta pesem je star zemljevid, povsod je zid in stolpu ura, ki kaže čas brez iluzij. Šetli vzhodna iskra, klic, ki bi premaknil svet. V sebi sva še vedno ista, samotnejši je najin ples, samotnejši je najin ples. Taka život poti izgublja, ta pesem je star zemljevid, povsod je zid in stolpu ura, ki kaže čas brez iluzij. Sem Boštjan Gartner, poslušate oddajo Radioaktivno.